Republike Slovenije. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, drage članice in člani, predstavniki vodstva Slovenske demokratske stranke in stranke Nove Slovenije, cenjeni prijatelji, dobrodošli in prisrčno pozdravljeni v Izoli. Danes smo se tukaj izbrali iz 3 priobalnih občin in širšega zaledja na volilni konvenciji v podporo doktorju Milanu Zviru, kandidatu za predsednika Republike Slovenije na volitvah 2012. Zato prav prisrčno, čisto na začetku pozdravljam predsednike in predsednice ter članice in člane odborov mestnih in občinskih Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke, med njimi pa še prav posebej predsednika odborov Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke v Izoli, gospoda Šefika Kličiča in gospoda Nevija Franka. Lepo pozdravljamo. Prav danes se, spoštovane dame in cenjeni gospodje, začenja uradna volilna kampanja za predsednika Republike Slovenije 2012. Vesel sem, da me pri moji kandidaturi podpira kar 1/3 poslancev in poslank Državnega zbora. Je pred 2 dnevoma ob vložitvi kandidature povedal naš predsedniški kandidat. V šali bi lahko rekla, da je včeraj še bil na državni komisiji, danes pa je že z nami dr. Milan Zvir. Z nami tudi njegova soproga Andreja. Lepo pozdravljeni. In prav lepo se nam zdi, da je dr. Milan Zvir se odločil svojo volilno kampanjo začeti prav tukaj na obali v Izoli, za to izbiro si zagotovo zasluži še en velik aplavz. Uvodoma nas danes gosti Izola, mesto z dolgo in bogato tradicijo. O Izoli in njeni sodobni zgodovini zagotovo vsaj domačini veste skoraj da vse. Zato morda velja poudariti njeno zgodovinsko vlogo in povezanost te vloge s sedanjostjo. Izola je bila namreč že v srednjem veku visoko razvita avtonomna skupnost, ki je v veliki meri sama urejala notranja razmerja. O tem priča v evropskem merilu veličasten pravni spomenik, Izolski statut.
o katerem so pred nekaj tedni razpravljali na veliki mednarodni konferenci evropskih pravnikov na eni najbolj prestižnih angleških univerz v Oxfordu. Izola je na ta dosežek gotovo lahko zelo ponosna. Povedala samo zato, da bomo vsi skupaj na tekočem, kaj se dogaja v slovenskih krajih. Današnja konvencija je pravzaprav uvod v volilno kampanjo. V mesecu, ki je pred nami, se bo karavana našega predsedniškega kandidata le nadaljevala. Saj je v minulih mesecih obiskal že več 100 slovenskih mest in manjših krajev. Seveda je ob tem stisnil roko tisočam in se vsakemu tudi iskreno zahvalil za izraženo podporo. Od zdaj naprej bo kampanja le še bolj intenzivna, saj se bo kandidat dr. Milan Zver predstavil državljanom in državljankam na 9 konvencijam širom države. V imenu primorskih odborov Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije k besedi naj privabim našega gostitelja, predsednika občinskega odbora SDS Izola in predsednika Primorske regijske koordinacije, gospodja Nevija Franka. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani kandidat dr. Milan Zver, soprogo Andrejo, spoštovani prijatelji, kolegi, spoštovani prijatelji Izole, spoštovani prijatelji dr. Milana Zvera. Dobrodošli v Izoli. Izola je malo obmorsko mesto, vendar je Izola, pravijo, mesto z dušo. Ne pravijo, prepričan sem, mesto z dušo, in to dušo Izoli dajejo ljudje, Izolani, ki smo gostoljubni, prijazni, smo pa tudi temperamentni. Danes mi je čast, da tu zastopam besedo in ime vseh članov občinskih odborov Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, ne samo z Obale, se pravi Kopra, Izola in Pirana, ampak vseh ostalih odborov, tudi z celotne Primorske, do Postojne, Ilirske Bistrice, Pivke, Divače, Sežane, Komna, Krpelje, Kozina in tako naprej. V veselje mi je, da lahko v imenu vseh danes izrazito podporo kandidatu, za katerega sem prepričan, da lahko našo državo popelje nazaj na tista pota, kot je bila pred leti, ko je Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije, katerega del ekipe je bil tudi dr. Milan Zver. Prepričan sem, da bomo podprli kandidata, ki je in ki bo predsednik vseh državljanov Republike Slovenije, ne glede na nacionalno pripadnost, veroizpoved ali pa politično pripadnost. Tako da, samo za zaključek, želim vam, da bi današnji večer v Izoli doživeli oziroma ohranili v dobrem spominu in vso dobro voljo in pozitivno energijo, ki bomo danes tu odnesli domov, razdelili med svoje družinske člane, prijatelje, znance in s to pozitivno energijo, dobro voljo se udeležili volitev 11. novembra in podprli našega kandidata dr. Milana Zvera. Was ist nicht, oder der Welt
bila v podporo kandidaturi dr. Milana Zvera za predsednika Republike Slovenije ustanovljena civilna pobuda Združujemo za prihodnost, ki je v ustanovni izjavi med drugim poudarila naslednje. Podpisani pod to izjavo se združujemo v enotnem upanju omogočiti vsem prebivalcem Republike Slovenije najbolj optimalen razvoj, tako vsakega posameznika kot domovine v celoti. Živimo v času, ki še posebej terja vizijo prihodnosti, v kateri bi se enotna volja slovenskega naroda odrazila v vsesplošnem napredku na vseh področjih in ob spoštovanju pravne države. Naš podpis izraža nedvoumno prepričanje, da je dr. Milan Zver tista oseba, ki nas kot predsednik domovine Slovenije lahko pripelje do teh ciljev. Na spletni, ja, lahko zaproskajte. Na spletni strani je to izjavo, ki sem jo sedaj citirala, podprlo že preko 9500 podpisnikov. Prva pa jo je podpisala nekdanja državna tožilka, gospa Barbara Brezigar. Pa je prisluhnila. Zmagujejo in uspešne so samo tiste skupnosti, ki so notranje povezane, ki imajo skupni imenovalec in v katerih je pomembno spoštovanje avtoritete, saj stalno rivalstvo dezintegrira družbo. Vloga predsednika države je, da nam pomaga najti skupni imenovalec in da išče odgovore, kaj nas pri tem iskanju ovira. Predsednik mora v sebi razumeti, da brez tega in s podtikanjem, politikantstvom vsi izgubljamo. Zato je njegova naloga načrtno vzgojati skupinski zavesti in k smiselnosti obstoja. Opozicijska drža mu ne pristoji. Potrebujemo predsednika, ki bo premagoval neizmerno nagnjenje do zavisti, povabil k odločanju odlične posameznike, ki so umolknili in nam omogočil kvalitetno obstojati in bo dostojno predstavljal našo državo. Kmalu bomo torej odločali, kdo bo naslednjih 5 let predstavljal našo državo navzven in nas povezoval navznoter. Milan Zver je človek, ki je s srcem in dušo predan vsem tem ciljem. Kot predsednik bo državnik, saj že danes izkazuje suvereno držo in plemenit ponos, ki podpira tako pozitivno samopodobo državljanov. Ima žar, pogum in vizijo, ki mu bodo pomagali pri definiranju naših skupnih ciljev, ne glede na njegov politični okus in filozofske predpostavke, iz katerih živi, in ne glede na njegove religiozne temelje. Milan Zver je človek, ki mu je blizu skrb za soljudi, ki ve, da uveljavljanje pravic ne sme biti v škodo drugih, ki je svoboden in se ne pusti ustrahovati, ki čuti pripadnost in ve, da obstajajo stvari, ki so svete. V našem skupnem interesu je, da izvolimo Milana Zvera za predsednika Slovenije. Zato bom tudi sama 2. novembrsko nedeljo letošnjega leta na volitvah za predsednika države svoj glas dala Milanu Zveru.
Dr. Milan Zver je na vseslovenskem zborovanju v Mariboru, ki se ga je udeležilo približno 4000 udeležencev, edini med kandidati za predsednika Republike Slovenije, predstavil svoj koncept, vizijo in program razvoja naše domovine. Podporo njegovemu programu so poleg predsednikov obeh strank, gospe Ljudmile Novak ter gospoda Janeza Janše, izrekli tudi ministri v vladi Republike Slovenije ter v imenu zamejskih Slovencev v Italiji in Avstriji tudi magister Vladimir Smrtnik ter gospod Damjan Trpin. Med podporniki dr. Milana Zvera pa so tudi številna druga znana imena iz slovenskega družbenega in političnega življenja iz vseh slovenskih okolij. Med njimi je tudi gospod Milan Gregorič, istrski publicist in javni delavec. Gospod Gregorič se je in se še vedno zelo kritično odziva na notranje politična in druga, tudi mednarodna družbena dogajanja. Besedi vabim gospoda Gregoriča. Izvolite. Prijazen pozdrav sem, da vas ne naštejem. O naših predsednikih bi imel veliko zapovedati, vendar so mi odmerili skopih 5 minut in sem se zato moral omejiti zgolj na nekaj mojih misli in opažanj. Zato mi ne smete niti ploskati med branjem, ker bi se stvar zavlekla in lahko sesujemo celoten scenarij, ki je pripravljen. Če pa bi kdo želel izvedeti kaj več o tem, kaj jaz mislim, kakšni naj bi bili ali naj ne bi bili naši predsedniki, naj vzame v roke mojo zadnjo knjigo Ostani Slovenija, kjer sem se dobro razpisal o tem. In slučajno, če želi kak novinar en izvod tega mojega prispevka, da se ne muči s snemanjem, presnemavanjem in zapisovanjem, ga lahko dobi kasneje pri meni. No, zdaj pa moram pohiteti na delo. Dosedanji slovenski predsedniki so bili vsak na svoj način zgolj ena od podaljšanih rok partije, pa naj so še tako zamrzovali svoje partijske izkaznice in leporečili, kako da so predsedniki vseh državljanov. Moji niso bili. Ozračje v Sloveniji je še tako zatohlo, da bi bila izvolitev predsednika demokratične provenience večja prelomnica od tiste, ki se je zgodila v Združenih državah z izvolitvijo Obame, kot je to nekje lepo zapisal dr. Brane Seregačnik. Ugotavljajo namreč, da je v tej zatohlosti vsak pomladni kandidat v bistveno težjem položaju, saj je strani prevladujočih lakajskih medijev že vnaprej ožigosan z vsakršnimi negativnimi predznaki. Medtem, ko pa naj bi bili kandidati zgodovinsko pogorele opcije edino zveličavni. Kar vse pa še ne pomeni, da bi moralo to tako tudi ostati in da se moramo s tem sprijazniti. Slovenija je bila namreč sposobna še drugačnih zgodovinskih premikov, kot je zamenjava nekega vsiljenega povzpetniškega kandidata politične opcije, ki jo je čas povozil. Pomladna stran stopa pred volilno kampanjo z dr. Milanom Zverom, ki sodi sicer med novejše obraze na slovenski politični sceni, vendar ima za seboj kar dostojno kilometrino izkušenj v notranji politiki in na evropskih parketih. Sam ga premalo poznam, da bi ga lahko merodajno sodil. Ga pa doživljam kot človeka čistega in odkritega obraza, ki deluje trezno, je razgledan, spoštljiv, zmeren in spravljiv, dostojanstven, brezžolčen in med njegovimi besedami in obrazom ni disonance ali kakih razpok. Pravo nasprotje s podobo in držo sedanjega predsednika dr. Danila Türka, ki se zaman trudi, da bi svoje nedržavniška dejanja prikril
s populističnim leporečjem in cenenimi pridigami, pri čemer ga izdajata tako obraz, poln prežanja in premetenosti, kot tudi glas, ki deluje kot počen zvon, kar se dogaja človeku, ki ne govori tega, kar misli in tudi ne verjame v to, kar govori. Tudi sicer menim, da se je nagrmadila prava gora argumentov, zaradi katerih bi se moral samo umakniti. Ob sencah in črnih madežih iz preteklosti, na primer velikoški atentat, trvokljanje in ovajanje ljudi iz diaspore, si v času svojega prvega mandata nakopal celo serijo nedopustnih novih grehov, ki so poglabljali razkol v slovenskem narodu. Naj se na primer dotaknem odlikovanja Tomaža Ertla, ki je tako dvignilo na noge slovensko demokratično javnost, da je sprožila v parlamentu sicer neuspeli postopek njegovega odpoklica. Ali pa nizek udarec doktorju Dimitriju Ruplu oziroma vulgarno politikansko obračunavanje z njim, ko mu je preprečil imenovanje za veleposlanika na Dunaju. Ko je slovenska javnost obnemela ob Tirkovi škandalozni izjavi v zvezi s hudo jamo, je Justin Stanovnik zapisal v družini, da je bil to tak faux pas, paso falso ali napačen korak, po katerem se preprosto ni mogoče več vrniti na oder, če imaš v sebi kaj politične kulture. Nemški zvezni predsednik Horst Köhler je na primer odstopil zgolj zato, ker je bil del javnosti kritičen do njegovega zagovora nemške vojaške vpletenosti v tujini. Ne bom posebej razglabljal o Tirkovem nastopu v Davosu leta 1910, ko se je usmešil z izjavo, da je Slovenija ena od držav, ki so najbolje preživele ekonomsko krizo, a ga je ekonomist Rado Pezdir v trenutku sesul z nasprotnimi podatki in mu poočital, da se na gospodarstvo razume manj kot povprečen študent ekonomije, kar sicer kaže tudi svojim sedanjim odnosom do naporov vlade za sanacijo javnih financ. Tudi ne bom obnavljal polemik iz leta 2009, ko je najprej izjavil, da Italija še ni povsem obračunala svojo fašistično preteklostjo in so to mediji obesili na veliki zvon, da narod vidi, kakšnega odločnega predsednika ima. Ko pa so v Italiji malo zaropotali, zaradi tega se je takoj umaknil Rikverc z diplomatskim demantijem, ki pa je bil v javnosti prikrit, da ne bi zaradi njega trpela zunanja podoba predsednika. Toliko je že vsega tega, da bi že povprečno politično razgledan človek ne smel imeti več nobenih dvomov, koga voliti. Hvala za pozornost. Predsednik republike mora biti človek s širokimi obzorji, z visoko osebnostno integriteto ter spoštljivim odnosom do njene osamosvojitve. Le tako lahko predstavlja državo tudi v mednarodnem prostoru. Biti mora človek, ki ne deli, temveč povezuje. Človek, ki mu je pomemben vsak posameznik in država kot celota. Kako pomembna je vloga predsednika države v mednarodnem prostoru, zagotovo najbolje ve eden izmed slovenskih osamosvojiteljev. Z nami je prvi slovenski zunanji minister, veleposlanik, v prvi vladi Janeza Janše tudi tesni sodelavec našega kandidata, danes pa slovenski generalni konzul v Trstu. Z nami je dr. Dimitrij Rupel. Lep pozdrav sem skupaj. Tudi jaz sem bil opozorjen, da mora biti kratek. Zaradi tega bom postavil samo nekaj vprašanj. Najprej, da se bomo razumeli, predsednik republike po mojem prepričanju se mora identificirati, istovetiti z državo, kateri predsednik je ali hoče biti. In zdaj nekaj vprašanj. Koliko je Čečenov? 1 260 000. Koliko je Baskov? 2 600 000. Koliko je Palestincev? 4 milijone.
Koliko je Tibetancev? 5 milijonov 400 tisoč. Koliko je Kataloncev? 7 milijonov 350 tisoč. Noben od teh narodov nima svoje države. Slovencem se je leta 1991 posrečil velikanski podvig, ustanovili smo si svojo državo. Torej, da bom kratek in da bo stvar popolnoma jasna, predsednik se mora identificirati svojo državo in mislim, da je od vseh kandidatov edini primeren za predsednika naše države, Milan Zver, kajti najbolj je povezan s slovensko državo, s tradicijo, ki se je začela pri Demosu, ki se je začela leta 1991, lahko mi verjamete, kajti bil sem zraven. Neki član državnega sveta je pred dnevi izrekel neko veliko modrost v narekovajih. Da so Sloveniji padli rejtingi, je rekel, ker država toži predsednika vlade. Neki drugi član državnega sveta mu je odgovoril, da bi lahko obtožili tudi njega. Češ da je, citiram, neznanega dne na neznanem kraju, na neznan način prejel obljubo nagrade za nezakonito posedovanje, vse prepoznate predstavke, zelo te besede. Lahko bi rekel še drugače. Lahko bi rekel, ali pa jaz rekel, da ni res, da država toži predsednika vlade, ampak da neka stranka, bolje neko politično omrežje, ki si je v času neke druge vlade podredilo pravosodje, obračunava s političnimi tekmeci. Lahko bi rekel, da lahko na tak način obtožijo prav vsakega državljana. Lahko bi rekel, da so rejtingi v Sloveniji padli zaradi pravnega nereda, ki je botroval velikanskim finančnim špekulacijam, ki so izpraznile banke in državno blagajno. Naj sklenem. Milan Zver mi daje občutek, da to, kar se je dogajalo v zvezi s temi bankami in s temi premoženji, takrat, ko bo predsednik ali pa če bo predsednik, ne bo več mogoče. Torej, v imenu te države, ki smo jo ustanovili 20 nekoliko več let nazaj in ki je velik uspeh za Slovence, predlagam, da res podpremo in da ne čim več prej mogoče, da Milan Zver postane predsednik Slovenije. Hvala. Podpora dr. Milanu Zveru vztrajno raste. Ljudje čutijo, da je napočil čas, ko se bodo morale premakniti tudi nekatere meje v glavah, da bo mogoče v naši domovini živeti bolj polno in sproščeno življenje. Dr. Milana Zvera z veseljem podpira tudi Nova Slovenija, saj ocenjuje, da se je doslej izkazal kot zmiren, pošten ter zaupanja vreden politik. S tem je Nova Slovenija dobila kandidata za predsednika, ki zastopa tudi vrednote te stranke. Danes pa je z nami tudi predstavnica stranke Nove Slovenije, sicer moja poslanska kolegica, gospa Iva Dimic. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Nove Slovenije tudi tukaj na obali. Nova Slovenija odločno podpira Milana Zvera za predsednika države, ker ve, kaj Slovenija v tem trenutku potrebuje. Vsem nam skupaj, ne tukaj zbranjem v celi Sloveniji, ni vseeno, kako bo v prihodnosti in kaj si želimo, bomo dokazali tudi na predsedniških volitvah v novembru. Milan Zver deli iste vrednote, kot jih imamo in gojimo v Novi Sloveniji. Zato ga tudi tako odločno podpiramo. V teh težkih časih, ko se Slovenija sooča s hudo finančno in gospodarsko krizo, potrebujemo predsednika, ki bo združeval in povezoval slovenski narod. Predsednika, ki ne bo delil slovenski narod na prvo in drugo razredne, ampak
predvsem predsednika, ki bo združeval slovenski narod in Milan Zver zagotovo to je. Ne smemo pozabiti, da prihajajo mlajše generacije, ki si ne želijo delitve, ampak si želimo združevanja, poguma in zazrtosti v lepo in složno prihodnost. Milan Zver premora vso to širino, ki je brezpogojna za voditelja vseh državljanov in državljanov. Ima vse potrebne kvalitete, da bo dober predsednik, predvsem pa potrebujemo predsednika, ki vidi dlje. Že leta 1990, naj omenim, bila sem polnoletna, prvič smo demokratično volili, smo vsi skupaj upali in pričakovali izvolitev predsednika, ki bo zastopal vse državljanke in državljane enakovredno. To je bil gospod Pučnik. V zmago moramo verjeti. Slovenska pomlad ima samo enega kandidata in Milan Zver je naša izbira, druge ni. Če želimo Sloveniji resnično najboljše, potem vsa taktiziranja odpadajo. Narediti moramo vse, da Slovenija končno dobi predsednika, ki bo predsednik vseh Slovencev. Iz odgovornosti do naše skupne domovine moramo svoj glas nameniti našemu kandidatu. Ne smemo dopustiti, da bo predsednik države nekdo, ki ima do nje mačehovski odnos in vnašal našo družbo razdor. Prepričani smo, da bo dr. Milan Zver svojo zazrtostjo, slovensko odličnost in strmim prepričanjem o nujnosti združevanja vseh sil znal biti dober predsednik države. Naj nam z anketami in drugimi mnenji ne vzamejo upanja. Izkušnje že imamo, kako so Novi Sloveniji na predčasnih parlamentarnih volitvah ravno anketa napovedovane neuspeh. Ampak mi verjamemo v zmago. Milan Zver bo predsednik države in čas je, da Slovenija dobi predsednika po meri ljudi. Prepričana sem, da ga boste tukaj na Obali močno podprli. Oj, tri, moj dom,
vsak čas. O tebi sem sanjal vse svetlih dvoran, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. 22 let po osamosvojitvi je Slovenija pred najpomembnejšimi predsedniškimi volitvami po letu 1990. Kot smo takrat našli pogum in zavzetost, da bomo enotno stopili na skupno samostojno pot, tako moramo tudi tokrat najti pogum in zavzetost, da se bomo odločili za predsednika republike, ki bo na vseh področjih znal poiskati konsens v dobrobit Slovenije. Slovenija si zasluži predsednika, ki je sposoben Slovenijo združiti z vizijo in ne z demagogijo. Potrebujemo predsednika, ki vidi dlje. Tega se nedvomno zavedajo tudi ministri vladne koalicije, ki so ga družno podprli na konvenciji v Mariboru. Eden izmed njih je danes tudi z nami, to je minister za infrastrukturo in prostor ter podpredsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Zvone Černač. Izvolite. Spoštovani in cenjeni kolega, kandidat za predsednika republike, dr. Milan Zver, s soprogo Andrejo, cenjene kolegice in kolegi iz Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, spoštovane Primorke, spoštovani Primorci, dragi prijatelji. Danes se tukaj na Primorskem, kjer je naš narod v preteklosti spokončno in neomajno držal, predvsem pa z enotnosti ohranja naš materni jezik, naše bistvo začenja volilna kampanja za predsednika države. Slovenci smo narod s pestro zgodovino in bogatim kulturnim izročinom. Slišali smo prej, kljub temu, da nas je nekaj več kot 2 milijona, imamo lastno svojo državo. In Slovenija ni majhna, je velika država. Slovenci pa smo velik narod. Naša veličina je namreč v naših ljudeh. Kjerkoli po širnem svetu se srečujemo, nas prepoznavajo kot sposobne, podjetne, odgovorne. In dr. Milan Zver je eden od nas. Je velik človek, oziroma človek z veliko začetnico. Njegova veličina je v njegovi preprostosti, v njegovi odprtosti, v njegovi širini, v njegovi sposobnosti povezovanja, združevanja različnih mnenj in pogledov. Nekako je tudi moja profesionalna pot, vsaj tam nekje v zadnjih 8 let, nedeljivo povezana z dr. Milanom Zverom. Če ne bi bilo spoštovanega kolega, tudi jaz danes verjetno vam tukaj ne bi govoril. Z Milanom sva se namreč spoznala šele v letu 2004, ko je postal minister za šolstvo in šport in jaz seveda namesto njega poslanec, ker sva kandidirala v isti volilni enoti. V tistih letih, ko je bil minister, so bila srečanja kar pogosta, saj je bil dr. Milan Zver dober, delaven, ustvarjalen, plodovit minister. Šolska prehrana, številni infrastrukturni objekti, vrtec za drugega otroka in številne druge izboljšave v šolskem sistemu
so odlika, ki ga spremlja še danes na njegovi profesionalni poti. In dijaki so ga vedno, kamorkoli je prišel, sprejeli s ploskanjem, navdušenjem, se je znal spostaviti tisti pristen, neposreden in spontan stik, ki ga zmorejo redki med nami. Ker je v pogovorih z njimi vedno ravnal tako, kot da je eden izmed njim enak. In ko je bil njegov sogovornik župan, ravnatelj, direktor, diplomat, je dr. Milan Zver ravnal enako. Vedno je obvladal govorico in nivo sogovornika. Vedno je znal spostaviti stik na ravni tistega, s katerim je sodeloval. In nikoli ni delal razlik med ljudmi. Njegovi nekdanji sodelavci še danes povedo, da je bilo užitek, veselje, pa tudi na nek način čast delati s človekom, ki ima tako širino in vizijo, kot jo ima dr. Milan Zver, ki vidi daleč naprej, ki vidi dlje, kot mnogi med nami, in ki se zaveda, da je Slovenija danes v težkem položaju, da nas čakajo v prihodnjih mesecih preizkušnje in da bomo zato morali enkrat za spremembo strniti vrste, stopiti skupaj, sodelovanjem in povezovanjem premagati težave in pogledati preko trenutnih težav v prihodnost, kjer se kaže Slovenija kot uspešna država, ki je na volitvah leta 2012 stopila skupaj in za predsednika izvolila človeka, ki je znal povezati vse njene razdrobljene in skrite potenciale in državo popeljal na pot razvoja, stran od politikanskih tajkunov, stran od tistih, ki so leta in leta vnašali seme razdora med narod z izkrivljenim prikazovanjem naše preteklosti, v ozadje pa so s tem omogočili njihovim pribočnikom neizmerno krajo narodnega bogatstva. In temu bo Slovenija leta 2012 naredila konec. Kajti ti isti, ki se nam danes po skoraj 5 letih predsedovanja prilizujejo sloganom za skupno dobro, niso v 5 letih storili ničesar, da bi preprečili neizmerno krajo, ki se je vsem pred očmi dogajala preko državnih bank, še več. Ves čas so se svojimi ravnanji narod delili in poglabljali konflikt. Spoštovani vsi prisotni, smo danes tukaj, da izrazimo podporo človeku, za katerega vem, da bo predsednik vseh nas, predsednik vseh državljank in državljanov. Danes smo tukaj, spoštovani, da tudi vsem ostali, ki jih ni tu in ki si želijo predsednika države, ki ljudi ne bo ločeval po tem, kateri stranki ali svetovnemu nazoru ali statusu pripadajo, povemo, da je potrebno na Martinovo nedeljo iti na volitve in glasovati za dr. Milana Zvera. Ne zaradi njega, zaradi nas in zaradi naše skupne prihodnosti. Danes smo tu zato, da omogočimo, da nam nikoli več ne bo predsedoval človek, ki se je posmehoval žrtvam, med katerimi so bili tudi nedolžni otroci, ki jih je označil za drugorazredno temo. Danes, ne nazadnje, spoštovani, smo tukaj zato, da prepričamo tiste, ki danes ne vedo, ali bi šli na volitve in koga bi volili, da letos na volitve gredo in volijo dr. Milana Zvera. Kajti zanje gre za slehernega od nas, gre za našo državo in za našo skupno prihodnost. Zato enkrat za spremembo stopimo skupaj, spodbudimo tudi ostale in za skupno dobro izvolimo predsednika, ki vidi dlje. Predsednika, ki združuje in povezuje. Pravijo, da ima Martinovo čudežno moč. Takrat se dogajajo velike stvari. Takrat, spoštovani, ni nič nemogoče. Na Martinovo nedeljo mogoče res še ne bomo dobili predsednika. Dobili pa bomo enkrat za spremembo možnost, da izberemo za predsednika države pravega demokrata. Z mojim, vašim glasom, glasom številnih drugih državljank in državljanov, primork in primorcev, vseh nas, ki jim bo dr. Milan Zver omogočil, da skupaj z njim pogledamo dlje. Srečno, Milan, in vse dobro v prihodnjih dneh do trenutka, ko bo zmagala Slovenija in njeni ljudje s predsednikom, ki povezuje in vidi dlje. Spoštovani gospe in gospodje, dragi prijatelji, dragi moji primorke
sošolci, dovolite, da vam rečem moji, zato ker del moje družine po očetovi strani izhaja iz Primorske, iz sončne Vipavske doline. In jaz sem z mojo Mono, še kot punčka, dostikrat potovala k sorodnikom, ne samo v Vipavsko dolino, ampak tudi v Trst, v Izolo, v Piran. In to so se mi zdeli najčudovitejši kraj na svetu, saj so imeli nekaj najlepšega, morje in pa primorsko gostoljubnost. In še danes se oba z možem izredno dobro počutiva tukaj med vami na obali in nasploh na Primorskem. No, moj Nono je kot mlad, zaveden Slovenec bil preganjan v času fašizma in je moral bežati v takratno Jugoslavijo in fašisti mu niso dovolili vrnitve niti na pogreb staršev. To so težke zgodbe, ki smo jih Slovenci doživljali, ampak jaz pri svojem delu srečujem ogromno ljudi, ki so se v težkih časih odločali pogumno in pravilno. In pred nami je taka pogumna odločitev. Odločiti se moramo za življenje, ki ga želimo živeti in za vrednote, ki jih želimo posredovati našim otrokom in vnukom. In to so vrednote domoljubja, poštenosti, pravičnosti, solidarnosti, miru, varnosti, blaginje in pa seveda spoštovanja dostojanstva vsakega človeka, brez delitve na prvo in drugorazredne. To so naše slovenske vrednote. In vrednote, ki so svete tudi Milanu, mojemu možu, ki kandidira za predsednika slovenske države. Kolikor vem, Milan nima kakšnih primorskih korenin, ampak je njegovo dušo in pa njegov značaj oblikovala pokrajina, v kateri je preživel mladost. To so Slovenske Gorice. Tista mehka pokrajina, ki valovi pred nami in Milan s to svojo mehkobo dostikrat torej mehča na nek način mojo gorenjsko premočrtnost. Jaz tako ljubkovalno pravim temu, eni boste rekli, mogoče gorenjsko trmo. No, midva se dostikrat pogovarjava o njegovi mladosti, o njegovi družini, babici, detku. Milan je moral in še vedno dela doma, na domači kmetiji. Tam zdaj sicer ni več živali, ni več toliko vinograda, kot je bilo nekaj, ampak ko se midva vrneva nazaj v Slovenske Gorice, tam, kjer še danes živi mama in hči z družino, Milan vedno poprime za kosilnico in pokosi travo, ali pa bi pogled v vinograd, če bo trta dobro obrodila. Torej, ostaja dejansko človek zemlje, slovenske zemlje. In to je meni vedno znova velik nauk. Milan je, kot je bilo danes že povedano, preprost, ljudski. Obenem pa inteligenten, ustvarjalen, pogumen. In tisto, kar je meni najbolj všeč, je pravzaprav to, da je njegova največja vrednota družina. Družina in domovina in to cenim. In ko so se odločala, jaz pravim odločala, ker so se ogromno pogovarjala o kandidaturi za predsednika, tudi s ostalo družino, pravzaprav nikoli nisva kolebala. Vedno sva verjela v to zgodbo. In ko sem v preteklih mesecih, ko je Milan obiskal mnoge slovenske kraje in se srečal z ogromnim številom ljudi, mislim, da je srečal kar tam nekje okrog 50,000 ljudi, veliko od njih tudi stisnil roko in pogledal v oči. In ko sem videla to spoštovanje in to podporo in to ljubezen, ki jo je Milan doživljal po vsej Sloveniji, sem si rekla, to je to. Ampak midva, dragi prijatelji, potrebujeva vas. Potrebujeva vašo pomoč, vašo podporo in vaš pogum, da gremo skupaj 11. novembra na volišča in podpremo kandidata slovenske pomladi. Skupaj smo močnejši.
Hvala za besedo. Hvala lepa, da ste prišli tako množično. Resnično čutim eno tako pozitivno energijo v tej dvorani. Nekaj podobnega, kot sem začutil danes, ko sem se peljal na Primorsko, ko je lepo zasvetilo sonce po dokaj komunalnem vremenu v srednji Sloveniji. Sem začutil isto mladostniški občutek, ko smo šli kdaj na morje ali pa na obalo, da se je vse odprlo. Občutek prostranosti, prostosti, svobode, odprtosti, še zlasti, ko pogledaš na morje. Jaz upam, da bo tak občutek živel v nas vseh tudi, ko bo konec tega arbitražnega procesa. Da bomo še imeli, tako kot so naši predniki Primorci in preko vas Primorci smo Slovenci bili vedno pomorski narod, da bomo tudi v prihodnje ostali pomorski narod. Dragi prijatelji, kar malo odkrito rečeno narodno me je bilo, toliko lepih besed posvečeno meni od naših sogovornikov, skoraj preveč. Tudi jaz sem samo človek z napakami, z povrtljivostmi, tako kot vi. Edino, kar lahko obljubim je, da sem neizmerno predan izročilom slovenske pomladi, vrednotam Nove Slovenije in pa SDS, demokraciji in pa Sloveniji. In lahko verjamete, da bom v kampanji, pa tudi poslej, ko bom izvoljen za predsednika Republike Slovenije, deloval v tej smeri. Jaz sem en redkih kandidatov, ki smo ostali samo še trije, ki je spregovoril o programu za Slovenijo. Nažalost, moja konkurenta premalo govorite o njej, tako da težko pričakujemo, težko vemo, kakšna je njuna opcija. Ampak se da razbrati iz njunih nastopov tudi to. Čeprav nimata nekega konsistentnega razvojnega programa za Slovenijo, približno vemo, koliko je ura. Jaz sem v Mariboru povabil vse vas, vse naše privržence, naš del volilnega telesa, da se sprehodimo v prihodnosti čez kakšne 3 mostove. Prvega, ki je zelo pomemben, vodi, ali pa prvi vodi do politične stabilnosti, politične učinkovitosti in to nujno ta hip najbolj potrebujemo. Drugi pelje k bolj normalni organizaciji družbe in zlasti gospodarstva in tretji k utrjevanju nacionalne identitete. Prvi, ki je tudi kulturna dimenzija mojega programa. Tudi danes, prej sem bil tudi iz strani medijev vprašan o kakšen program, kaj ponujam, v čem sem lahko boljši kot moja dva konkurenta. Zaenkrat je moj odgovor ta, da imam edini program, neko vizijo razvoja Slovenije. Nažalost, oba nasprotujeta recimo ukrepom, ki jih je sprejela tudi vlada. Jaz podpiram ukrepe vlade, predvsem zaradi tega, ker je ta hip drugega programa pač ni mogoče za izhod iz krize imeti. To so potrdili tudi OECD, to je potrdil Mednarodni denarni sklad, Evropska centralna banka, evropske inštitucije, praktično vsi tisti, ki kaj vedo, kako je treba upravljati z politikami, kako je treba se spopasti s krizo, podpirajo program vlade Republike Slovenije. Mi smo bili pred tem, ko je predsednik vlade Janša, kakšen 2-3 meseci povabil vse prvake političnih strank, tik pred tem, da se vendarle zbere neka politična energija, sinergija, politična enotnost, da se uskladimo okrog gospodarskih ukrepov in pošljemo tudi mednarodnemu finančnemu trgu neki pozitivni signal, zlasti z vpisom zlatega fiskalnega pravila v ustavo. In že takrat se je videlo, da so si nekateri prvaki premislili, čeprav so v začetku leta še rekli, da bodo podprli to pravilo, ki je zelo pomembno za ceno tujega denarja, ki ga moramo v prihodnjih letih še dobiti.
In takrat so preložili odločanje poleti na jesen. Takrat še niso rekli, ne strinjamo se s tem, ampak samo predlagamo odločitev na jesen. In kaj se je zgodilo takrat naprej? 3 do 4 krat so nam poslabšali bonitetne ocene. To pomeni, da imamo precej dražji denar. In to se lahko tudi izračuna, kakšno politično škodo nam je naredila ta politična enotnost v tem poletju. Veliko. Veliko. In tukaj pogrešam delovanje predsednika republike v korist vseh. Če bi bil jaz na njegovem mestu ta hip, bi povabil vse socialne partnerje in pa predvsem prvake političnih strank, tisti, ki oblikujejo programe in javno mnenje, da stopimo skupaj, se uskladimo v enotnem programu in damo tudi jasen signal mednarodnih skupnosti, od katere smo še vedno odvisni. Tudi zdaj, ko se bližajo volitve, pogrešamo recimo neke take pozitivne signale strani opozicije in pa predsednika republike, da bi se to zgodilo, pa ni nič. Jaz se bojim, da imamo politični sistem, ki nas bo trajno vodil ali pa držal v politični krizi. V Sloveniji še ni bilo vlade, razen Janševa od leta 2004 do 2008, ki ne bi bilo politične krize. V vsakem mandatu so se menjavale sestave ali pa so prehitro končevali mandat. Vedno je bila politična kriza, ki se je seveda negativno izražala tudi na gospodarsko stanje, socialno stanje in podobno. To je predvsem zaradi tega, ker imamo zelo nerodni čuden volilni sistem. Proporcionalni volilni sistem, nizek stopni prag, ki pripelje ogromno politične stranke v parlament, pa v vlado in potem seveda vsak kaže svoje mišice, vsak izseljuje tudi prvega ministra, z eno nogo so noter, z drugo ven, kalkulirajo, kaj se jim bolj splača, kaj se jim manj splača in podobno. Včasih so v 90-ih letih se še razdelili fevde, tako da so dokaj nekonsistentno vodili vlado. Skratka, vlada, ki je po ustavi najodgovornejši politični organ oblasti, sama po sebi, ker je vgrajen konflikt noter, ne more biti dovolj učinkovita in seveda odgovorna za to, kar počne. Zato jaz mislim, da bi morali obnoviti to našo gibanje za pošteno politiko iz leta 96. Pred pol drugim desetletjem, se spomnite nekateri, je prav z veliko energije slovensko volilno telo tudi na referendumu povedalo, da bi bilo prav, da bi imeli dvokrožni večinski volilni sistem, da bi imeli ljudje neposreden vpliv na to, kdo bo šel v parlament. Ne strankarske liste, ampak ljudje, tisti, ki je izvoljen konkretno v nekem volilnem okrožju, gre v parlament. Da imajo ljudje torej večji vpliv na to, kako se bo oblikovala vlada in pa kdo bo prvak te vlade. V večinskem volilnem sistemu se te pravila, vse te zgodbe dorečejo že pred volitvami oziroma na volitvah. Pri nas pa, ko je konec volitev, takrat se še kome začne spostavljati politična oblast. Še ne ve, kdo bo mandatar, ker mora biti potrjen, pa vsak minister mora biti posebej potrjen. Pa potem pa se zgodi, da se oblikuje vlada iz več 6-5 strank in vsi tisti njihovi programi, ki so prej kandidirali, preprečevali volivce, se potem avtomatično spremenijo v nekaj novega, neki surogat, neki novi vladni program, ki je bistveno drugačen od vseh tistih, s katerimi so stranke nastopile na volitvah. Zato imamo zmeden volilni sistem in ta zmeda in ta kriza se potem tudi vleče celo mandatno obdobje. Mi imamo lahko še tako dobrega predsednika vlade, še tako kompetentnega, bo zelo težko upravil svojo nalogo, bo zelo težko vladal, predvsem pa učinkovito. Hvala Bogu, danes Janez Janša gre kar dobro. Vlada se je utrdila, se je stopila skupaj, je tudi enotna za pri ključnih reformah gospodarskih, ampak manjka nam tisto, da bi še recimo druge veje oblasti, zlasti pa predsednik republike, pomagal pri iskanju političnega konsenza, pa tudi socialnega. Jaz sem še spomladi bil vesel, ko so sindikati rekli, no v redu, so dali neko soglasje tudi za reforme na trgu dela, pa pokojninsko reformo in podobno smiselno. Vse sindikati so prisluhnili, morda bomo pa uspeli ustvariti nek socialni dogovor, družbeni dogovor.
No, ampak zdaj se je tudi to obrnilo. Ena od strank, SD, ki je imela vedno kar precej koristi od družbenega premoženja, tako imenovanega v zadnjih 20 letih, od nadzora tega premoženja, je seveda tudi zdaj proti, recimo, državnemu holdingu. Državnim holdingom, ki je eden od pomembnih ukrepov te vlade, želi vlada narediti samo to, da na transparenten, pregleden način država upravlja svoj delež v poslovnih sistemih, bankah in pa tudi gospodarskih sistemih. Samo za to gre. Najprej je bilo 5 različnih organov, recimo prava zmeda, sračje gnezdo in je nadzor in kontrola javnosti bila otežena. Zdaj se hoče narediti to transparentno. In še nekaj. Poleg tega nadzora in upravljanja s tem premoženjem bi moral ta državni holding tudi omogočiti, da država izstopi iz teh sistemov. Država je slab gospodar. Že stoletja vemo, ne? In to je relikt še prejšnjega sistema. Ta holding bi moral tudi na transparenten način dogovorjen delež države privatizirati. Da država torej izstopi iz teh sistemov. Ravno na bančnem sistemu se najbolj vidi, kako je država slabo upravljala s svojim premoženjem v tistih bankah, kjer je imela svoj delež. Tiste banke, ki so bile državne, ali kjer je država imela svoj delež, so najslabše banke v Sloveniji. In nenehno smo jih dokapitalizirali, začenši pred 2 desetletjema. Takrat smo mislili, zdaj bomo enkrat dokapitalizirali, potem pa naj shodijo. Pa so ti shodile, od časa do časa so hodile na vlada in pa tudi parlament in zahtevale redne dokapitalizacije. In vse vlade so to tudi storile. Ni bilo potrebno biti dober gospodar v taki banki, kjer te nekdo vedno dokapitalizira. Lahko si zaprt, lahko širiš stroške poslovanja, ne rabiš biti konkurenčen drugim bankam na trgu in na svetovnem trgu in potem pridemo tja, kamo smo mi prišli. Danes je krč bank največji problem slovenskega gospodarstva. Banke enostavno več niso sposobni kreditirati, dajati kisika gospodarstva, ki ga nujno potrebuje. Ravno zaradi tega, ker so bili odvisni od politike, ker jim je politika diktirala tempo. Nemalo kreditov je bilo političnih, nemalo politične korupcije se je zgodilo v spregi med bančnim menedžmentom in pa politiki. In upam, da se bo to v prihodnosti razkrilo in da bodo tisti, ki so podpisani, ali pa tisti, ki bodo pač povedali, kdo je kriv, kdo je izseljeval ali kdo je zahteval slabe kredite, da bodo tudi kaznovani. Vse to zadoščenje lahko slovenski davkoplačevalci dobijo, glede na to, da so zadnjih 2 desetletji kar nekaj milijard evrov svojega denarja vložili v ta iste banke, ki so zdaj popolnoma v pad poziciji. Država je zdaj poskušala to zadevo rešiti ta način, da jih oživi banke, da enostavno slabe terjatve loči od pravega dela in da bi lahko banke ponovno zaživele. Pa tudi proti tem ukrepom je opozicija in pa tudi sedanji predsednik vlade. Proti vitkejši državi, proti izhodu države iz teh gospodarskih sistemov, proti slabi banki, tako imenovani slabi banki, proti državnemu holdingu in potem ga slišimo, da on podpira reforme. Razen ene reforme in še to deloma, gre za fleksibilizacijo trga dela, reforma trga dela pri ministru Vizjaku, torej je proti vsem ostalim reformam. Pa še pri tej reformi, ki pravi, da jo podpira, je eksplicitno v svojem govoru, tukaj menedžerjem, govoril negativno oziroma nasprotoval tako imenovani delovni pogodbi za nedoločen čas. To je nek nov obrazec, nova pogodba, ki je nastala v Evropi in ki je hotela slovenska vlada implementirati tudi v Sloveniji. Pravi, tako je dejal predsednik, zakaj bi pa tuje modele ne prenašali v naš model. Tako da imamo še toliko idej pri odkrivanju tople vode. Večina teh sistemov je dodobra preverjenih v tujini in nima nobenih smisla, recimo, da bi mi ponovno poskušali razvijati unikatni
gospodarski sistem, kot smo ga recimo v prejšnjem sistemu, ne, dogovorna ekonomija ali pa unikatni politični sistem in podobno. Potrebno je, da se slovenska družba modernizira, tudi gospodarstvo, da gre po poti, ki gre zahodna civilizacija, kajti del te civilizacije smo. Slovenska kultura izhaja in temelji na te civilizaciji, na krščanstvu, na judovstvu, na grško-rimski tradiciji, na razsvetljenstvu in podobno. Tukaj imamo skupne stebre, skupne osnove, seveda pa je slovenska kultura tudi nekaj neponovljivega, nekaj enkratnega. Ne? Ampak tudi na znotraj dokaj členjena. Zdaj, ko sem obiskoval po Sloveniji različne dežele, različna mesta, različne vasi, sem opazil ne samo mnoštvo dialektov, ne, mnoštvo, ne vem, takih subkultur, okusov kulinaričnih, mislim, ogromno pravo bogatstvo različnih tudi navad, šeg, običajev. Skratka, Slovenija je pravo bogatstvo na znotraj različnih kultur in subkultur. In to moramo čuvati, to moramo spoštovati in še naprej razvijati. Ampak je pa tudi neka entiteta za sebe kulturna, zlasti, ko govorimo o politiki, rečemo, Slovenija ima tudi nacionalne simbole svoje, ki smo jih sprejeli en dan prednje se je osamosvojila, gre za grb, himno, zastavo in te nacionalne simbole je treba spoštovati. Ni prav, da se poskušajo nekateri kakšnimi starimi simboli zamenjevati ali pa nadomeščati te nacionalne simbole. Zato sem jaz tudi podprl Mariboru na tem svojem programskem govoru v soboto, nekateri ste bili tam, idejo tržaškega pisatelja Borisa Pahorja, da bi druga kitica, tako imenovana domoljubna kitica, Prešernove Zdravljice, kada gre za himno, postala sestavni del himne. In da se je, tako kot smo prej slišali, in kot se vedno sliši na naših proslavah, da bi postala nek železni repertoar, da bi se vsebej zapela. In da bi se tudi zakon o tem spremenil. Kajti ustava jasno pravi, da je himna Republike Slovenije in Prešernova Zdravljica. Nič ne piše, da je to sedma kitica. In je prav, tudi zaradi nekega ravnotežja, da imamo neko domoljubno noto in tudi kozmopolitsko mednarodno noto, kjer poudarjamo neki multikulturalizem, kar je v redu, ampak istočasno pa poudarja tudi boživje v slovenski svet, kar je tudi prav. Nekatere pač to zelo moti. Bilo je postavljeno hudo vprašanje vladi, ki je morala odgovoriti, zakaj češ da ta kitica ali pa ta vasica ni v redu. Vse dva elementa sta v njej, en je Bog, drugo pa slovenski svet. Ampak jaz verjamem, da se vi strinjate, da je ta pobuda dobra in da bomo tudi nekaj naredili v tem smislu, da malo ojačamo nacionalno identiteto. Slovenci, ne glede, kot smo prej že slišali in rekli, na vero, na spol, na filozofske in svetovno-nazorske in politične usmeritve, tvorimo eno neponovljivo nacionalno identiteto in bi bilo prav, da smo tudi ponosni na njo. Tudi, kadar predstavljamo Slovenijo navzven. Jaz večkrat dam za tako povem kot priliko, ko sem bil na Norveškem, obiskal nek vrtec, povem neverjetno, polno mehnih zastavic na oknih tega vrtca, ker otročki že od malega naprej rišejo svoje nacionalne zastave. In na ta način jih spodbujajo k pripadnosti, nacionalne pripadnosti. Tako da se mi Slovenci sramujemo tega. Tudi ko smo začeli prenavljati kurikul za zgodovino, smo mi praktično edina država bili, kjer niso spremenili nekih razmerij med svetovno zgodovino pa svojo domačo zgodovino. Običajno so vse nove države nastale, so malo poudarjali svoj del zgodovine, je bilo razmerje, dve tretjine, ena tretjina za domačo, pa nas je pa ena tretjina domače, pa dve tretjine tuje zgodovine. Torej, ne bom rekel, da smo izgubili vsa ta leta, tudi kar se tiče vzgoje in izobraževanja
in spostavljanja državljanske in novinske kulture. Nekatere temelje smo nastavili že v času mojega mandata in to bi morali tudi nadaljevati. Slovenija se je izbrala pred 2 desetletjema neko svojo pot, demokracijo, samostojnost, kasneje je bila mednarodno priznana in seveda vključena tudi v evroatlantske povezave. Danes je tudi ta naša Evropska unija v krizi. Marsikdo pravi, se bo skoraj propadil. Najprej bo propadil evro, potem pa še Evropska unija in podobno. Niso stvari tako enostavne, kot bi pričakovali na podlagi takih ocen. Evropska unija je nastala na pogorišču 2 hudih svetovnih vojn. In prvi namen snovalcev Evropske unije je bil povezati in integrirati tiste, ki so se v zgodovini nenehno tepli in povzročili ogromne žrtve. Torej, mir in sodelovanje, demokracija, svoboda so bili glavni temelji in seveda varnost, na katerih je nastala Evropska unija. In nekaterim, zdaj ko postaja vedno močnejša, integrirana, nekaterim gre seveda na živce in taki večja skupnost kot je Evropska unija, zato ker bo postala pomemben igralec tudi na svetovnem tržišču. Nobena evropska država, ne Nemčija, ne Anglija, ne Francija, v svetovnem merilu ne pomenijo več velesile. Samo skupaj lahko nekaj pomeni. Še posebej zdaj, ko nekateri drugi centri v svetu tako močno naraščajo, ker postajajo vedno bolj pomembni po gospodarski, politični in tudi ekonomski moči. Poglejte, kaj samo počne Kitajska, praktično spremenila Afriko in pa Južno Ameriko za svoje energetske vire. Izjemno, torej moč se blazno hitro spreminja v svetovnih geostrateških razmerih. Zato je tako pomembno, da v Evropi stopimo skupaj. Nimamo ravno veliko resursov za razvoj. Evropa se mora rešiti odvisnosti od nafte, od fosilnih goriv. Ko bomo pogruntali avto na druge pogone in tak dalje, bomo veliko bolj samostojni, kot smo tam danes, manj odvisni od tega. Ampak Evropa ima tudi nekatere druge prednosti pred Ameriko pa drugimi sistemi. V Kitajske ne bi primeril, ker vendar je tam še raven človekovi pravici na takšni ravni, kot je v našem kulturno-civilizacijskem krogu. Ampak ima pa tudi določene prednosti tudi pred ZDA. Veliko bolj stavimo na solidarnost med ljudmi, na kakovost življenja. Svoj slog življenja imamo, ki je bistveno drugačen od ameriške, kjer je zelo pomembno samo svoboda posameznika in čim večji finančni račun. Ta solidarnostne vezi, ki smo jih sprejeli v Evropi, tudi s pomočjo socialne države zadnjih po drugo stoletje, bi morali ohraniti tudi v prihodnje. Predvsem pa sem prepričan, da je Evropa pravi izziv in tudi odgovor za Slovenijo v prihodnje. Evropa temelji na kulturni raznolikosti. To je velika stvar. Nikoli se tukaj ne bo zgodil talilni piskar, kjer bi se vse kulture zlile v neko novo kvaliteto in bi izginila slovenska kultura ali pa slovenstvo kot tako. Zato je prav, da podpiramo in tudi podpiram Barrosov govor, njegov koncept demokratične federacije nacionalnih držav, ki poskuša ohraniti neko ravnovesje med tistimi, ki želijo močno integracijo, močen Bruselj in tistimi, ki želijo, da ostane zgolj ohlapna federacija. Kakorkoli že, vedno bo nek odgovor, neko ravnovesje med različnimi idealnimi pristopi. Ampak pomembno je, da ohranimo Evropsko unijo, predvsem zaradi miru in varnosti. Včasih se nam zdi, se ni mogoče, da bi vojna se ponovno ponovila. Ampak vedno so tako mislili, ko je vojna bilo konec, so zaživeli v miru, potem so mir podcenjevali in se je vedno zgodila kakšna vojna. Nekdanji protekcionizem med državami se je danes prenesel na medregionalne zveze. Zato je pomembno, da ohranimo Evropo tudi za prihodnost Slovenije. In danes ste dobili tudi vsi Nobelovo nagrado. V Oslu so podelili Nobelovo nagrado, ne boste verjeli, kar Evropski uniji. To je pa pomembno sporočilo. Praktično smo vsi člani Evropske unije nagrajeni za eno tako nagrado. To pomeni, da so se nekateri resnično zbali, da bi se lahko ponovno kaj nepredvidenega zgodilo.
Ampak Slovenija tukaj doživlja podobno usodo kot Evropska unija. Ona bo išla iz te krize močnejša. Gospodarska struktura se bo spremenila, tudi slovenska. Slovenija, ki je v tranziciji posvetila premalo pozornosti modernizaciji. Mi smo stavili na velike gospodarske, recimo pravim, konglomerate, velika gospodarska podjetja, kombinate ali kakorkoli bi jih poimenovali. In potem so začela vsa propadati in davkoplačevalci so jih poskušali sanirati ali pa smo jim dolgo pomagali z javnim sredstvom. Slovenska gospodarska struktura se mora spremeniti. Mora bolj temeljiti na malih in srednjih podjetjih, ki so kot gazelici, ki iščejo niše v razvoju in take nam lahko pripeljajo nova delovna mesta, nove investicije in pa seveda novo gospodarsko rast. Brez gospodarske rasti pa spet ne bo blaginje. Danes, ko se naši ubogi ministri ukvarjajo z ubogim proračunom za leto 13 in 14, ko morajo šparati, ker ne vejo, kje bi dobili, da bi lahko normalno izvajali svoje politike, so veliko težjem položaju, kot smo bili mi v času Janševe vlade od 4 do 8, kjer je bila gospodarska rast. Ampak preživeti te krizne trenutke in delati v sedanjih razmerah vsako vam čas pri tebi in pa tvojim kolegom v slovenski vladi. In jaz upam, da boste uspeli zdržati te najtežje trenutke. Želel bi si, da je slovenska politika, kot sem prej dejal, enotna. Da svetu povemo enotno, da zmoremo tudi sedaj, tako kot smo pred 21 leti, ko je bil slovenski narod ogrožen. Jaz verjamem, da to moč preživetja, ki je fenomenalna pri Slovencih. Lahko zamislite, da tak majhen organizem, etnični organizem, ki tukaj biva na tem križišču različnih močnih, kulturnih in drugih interesnih sfer, preživi stoletja in tisočletja. In na koncu dobi svojo državo, pa niso dobili ne Forlani, ne Bretonci, ne narodi, ki jih je prej naštel Dimitrij Rupel. Je nekaj v nas, ta moč preživetja, in jaz sem prepričan, da se bo v naslednjih tednih in mesecih ponovno izkazala. Hvala vam za pozornost. Najlepša hvala, da ste izbili. Jaz kar ne prosim, da ostane z nami, nobenem vadim soprovo Andreja, da se nas podneži na odru. Seveda pa predsedniško kandidaturo dr. Milana Zvera podpirajo tudi vsi organi in interesne organizacije obeh strank, posamezniki in civilno-družbena združenja in pa seveda podporniki lokalnih skupnosti, od katerih so nekateri tudi tukaj z nami. In zdaj seveda vabim naslednje na oder. Predsednike mestnih in občinskih odborov Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije v Izoli, Kopru, Piranu, Hrpelje, Kozini in Divači. Marjan Hrvatin in Damjan Kozgraber. Drago Pirc in Jernej Prenovu. Alenka Bogatec ter Rožana Špeh. Šefik Kličič in Nevijo Frank. Na oder vabim tudi občinske svetnike Jerneja Revola in Marjana Tomčiča ter Radivoja Nardina. Z nami so tudi predstavniki lokalnih organizacij, ženskih seniorjev in podmladkov Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije. Mirjan Francetič, Nataša Semulič, Hieronim Bratina ter Moja Gej. Izvolite. Z nami sta tudi predsednika Slovenske demokratske mladine in Mlade Slovenije Andrej Čuš in Jernej Vrtovec. Na oder prihajajo tudi mlade zverince. V imenu Zbora za Republiko za obalno področje prihajata dr. Duša Krmel Umek in Igor Colja. Z nami so tudi predstavniki pobude Združujemo za prihodnost. Dr. Dimitrij Rupel, dr. Alojz Zoran in Milan Gregorič. Z
poslanskih skupin Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, gospa Iva Dimic in moja malenkost je Virgo, izvolite. Z nami pa je seveda tudi podpredsednik Slovenske demokratske stranke, član izvršilnega odbora Slovenske demokratske stranke in minister v vladi Republike Slovenije, gospod Zvone Černač. Spoštovane gospe in gospodje, Slovenija je pred najpomembnejšimi volitvami po letu 1990. Čas je, da dobi novega predsednika, pravega predsednika, predsednika, ki vidi dlje. Čas je za Milana Zvera. Nasvidenje torej 11. novembra na volitvah za predsednika države Republike Slovenije. Srečno, Milan Zver, srečno Slovenija! Yeah.